Dela. Veš kaj, to v bistvu, kot je rekel Shakespeare, all the world is stage, ja. Tako da, ne, tu smo. Pač, dokler nisem imela prilike se soočiti s kamero, sem delala performance, potem, ko se mi je ta možnost pojavila, sem pa delala to, kar ste videli, ne. Tako da ni nobene, bi rekel, povezave med, oziroma itak je vse povezano, ne. Ampak ni tako, kot enkrat greš na kolo, drugič greš na avtobus, ne. Ni to nič nobene povezave. Tako da tu nimam kaj pametnega za povedati, ne. Ne, mislim tudi zaradi tega, no, ker se mi zdi, da so ti tvoji filmi pač z nekimi rezi ful vzpostavljajo neko komunikacijo med prostori in je pač nek ta občutek, kakor da je vse skupaj en prostor, ne, ker se en film, no, ki ga recimo danes nismo videli, je bil tudi narejen po performansu, ampak okej. To sem pa jaz zlorabljala sistem financiranja, ker jaz nikoli nisem imela denarja za napraviti filme. Jaz sem imela tistih par evrčkov, takrat so bili še tolarji, in zdaj sem potem to združila. Najprej sem napravila performance in potem smo mi s tem denarjem, ampak vse, kar je bilo na performancu, smo mi delali v smislu, da sem jaz potem ta film napravila, ne. Ampak drugače pa ni bilo to, da bi bil, rekel, da je bila izvorna ideja, jaz sem napravila performance, okej, zdaj smo pa performance napravili, bomo pa še to posneli, pa bomo iz tega nekaj napravili drugega, ne. Že izvorno sem jaz razmišljala o filmu, ne. Ja. Pa tudi v tvojih filmih je res glasba zelo pomembna, pa če lahko malo poveš, kako si izbirala recimo glasbo za te filme, oziroma kako se je dogajal ta proces postavljanja glasbe in podob skupaj. Ja, v bistvu je bila glasba vedno osnovni leitmotiv. Še preden sem karkoli napravila, me je ena glasba na neki ravni prevzela, ne. In ko sem jaz slišala, jaz sem, naprimer pri zadnjem filmu, pri Homo erectusu, ne, jaz sem hotela delati na Messiena, na 20 pogledov Jezusa, ki je genialna muzika, ne vem, če poznate, a poznate Messiena? Olivier Messiaen, francoski skladatelj. Kdo ga pozna? Priporočam, poslušajte, ne, genialc. No in potem sem šla jaz do Bojana Goriška, ki je posnel tele, ne, teh 20 pogledov Jezusa, to je genialna muzika. In sem mu rekla, če mi on lahko da CD-je, ne, da bom jaz tole malo, ne, pobliže spoznala. In jih ni imel. Ker on je to, v Amsterdamu so to posneli, pa ni imel nobenega posnetka. In rekel, jaz imam pa nekaj drugega, in je imel Georgea Crumba, ki ga je on tudi v Amsterdamu posnel, ne. In on da meni to muziko. In ko sem jaz to muziko poslušala, je to, kar ste videli, je padlo, ne. Tako da ja, muzika je, bi rekel, tisto vozilo, ki me nekam pripelje, da potem pride ena ideja, ne. Ja, tako da izjemno pomembno. A je bila pol, zdaj si omenila, ne, Homo erectus, a je bila pol kakšna glasba tudi pri Hidri oziroma Postaji 25? Ne, to je bilo pa še zgodnje obdobje. Ne, bi rekel, tako drastično se je začelo pri Homo erectusu. Da je bilo, bi rekel, vedno je bila glasba, ta osnovni poriv, ko me je pač, je na neki pritisnil v meni, da sem jaz potem to začela delati, ne. Ampak ja, prej pa ne. Zdaj, recimo za te tvoje celovečerce je znano, da so delani v bistvu s ful malim budžetom. Kakšni so bili pa recimo produkcijski pogoji takrat za te filme, no? Isti, ja. Tako da vedno je denarja ni bilo, ne, ampak sem pa imela to srečo, da sem imela že od vsega začetka tega koproducenta videoprodukcija Kregar, ki je bila takrat v tistih časih eno od bolj sodobno opremljenih studijev v Srednji Evropi, ne. In jaz sem imela tam na razpolago vse, ne. Igralce sem itak poznala, tako da ti so prišli zastonj, ne. Ja, tako da v bistvu, kljub temu, da je bilo malo denarja, je bilo izjemno friendly okolje za delati, ne. Kar danes ni več tako, ne. Pri teh tvojih filmih, recimo, ne, vidimo, da na začetku piše videofilm. Ti, kako se opredeljuješ do te oznake, no, tako?
to je, mislim, mi smo takrat delali na videonosilcih, ne, ampak če gledaš, ne, filmski jezik, jaz uporabljam filmski jezik, ne, ampak ni bilo posneto na film, ne, ker film, je trak, ne. Tako da ja, pač, takrat so pač to označevali kot videofilm, ne, to je itak že kontradikcija sama v sebi, videofilm, ne, ko pa zdaj to je, ne. Ampak jaz se s temi oznakami sploh ne ukvarjam, veš. Ali neki stoji ali ne stoji, to je to, kaj češ ne. Kaj pa rekel za jamske slike v jamah, ne. A je to slikarstvo ali kaj to ni, ne, pač na kamen nekaj narisa, ne. Ja, tako da je, mislim, res ta predalčkanje, te oznake, to je totalno brez veze, ne. Ja, ampak očitno pa rabijo, da te potem en predalček daje, ne. In pa rečejo, ja, video, ja, pa zato pa ni, kako pa je to, pa zato pa ni denarja, ne. Ker slovenski film, dragi moji, jasna naracija, ne, zgodba, socialna, drama, to je to. Kaj drugega pozabite. Ne. Mislim, da dobiš denar, ne. A rečemo preveč, če rečemo, da imaš odpor do zgodbe, no? Ne, nimam odpora do zgodbe, ampak poglej, jaz, naprimer, to, kar jaz počnem, ker jaz tudi sama osebno nimam rada, da me nekdo vse na pladnjo položi, ne. Jaz imam rada malo enigmatično, ne, da je prosto za gledalca. Tako da nič nimam jaz proti zgodbi. Jaz se je tudi ne bi nikoli lotila delati, ker to ni moje, ne. Pač nekdo jih dela, ampak da pa mi tole v slovenskem filmu vedno znova gledamo te trivialne zgodbe in denar za to zapravljamo, to se mi zdi pa, razumeš, podno, če ti po domač povem, res. Najbrž se boste vsi strinjali, da so ti filmi, ki ste se jih ogledali, da so res nek unikum pač v tem našem prostoru, da je to ful nek svoj izraz, ampak me vseeno zanima, kateri avtorji pa so te recimo navdihovali oziroma katerim se poklanjaš, no, tako zavedno ali pa nezavedno. Poglej, karkoli lepega, kar sem v življenju videla, ne, je to, kar ste vi videli, to, kar sem jaz dobila, ker poglej, nihče si nič ne zmisli, ne. Jaz ne morem sama napraviti, če nisem bila inspirirana, použila toliko in toliko arta, ne, od koncertov, slikarskih razstav, filmov, ne. To je vse, ne, ne bom rekla, da me je kak avtor posebno navdihoval, ne. Če jih imam par, ki jih izjemno občudujem, ne, kot umetnike, ne. Ampak jih občudujem, ampak ne bom jaz njih kopirala, ne bom se jaz na njih naslanjala, ne. Pač oni delajo svoje in ja, to, kar je pa, če vidiš res nekaj močnega, ne, v tebi zbudi, da bi tudi sam nekaj napravil, ne. Ne da boš kopiral, da boš sam nekaj napravil, da boš ti, ne. Saj to je edina moč umetnosti, ne. Ne samo, da jaz pridem v galerijo, pogledam, slika lepa, pridem zmatrana, peja, kaj sem da jaz pogledala, ne. Te mora nekaj, ne, nekaj mora do tebe priti, ne. In imam par avtorjev, ki so mi izjemno dragi, pa tudi pofl rada gledam, ne. Seveda, jasno, ne, saj ni to, mislim pofl, zdaj sem malo grdo rekla, ne. Ampak vse, kar je v redu, da je, ne. Ampak jaz imam pač svojo špuro in to furam in so what, ne, kaj. A ima slučajno do zdaj kakva vprašanja? Okoli kluk. Okoli kluk ali pa okoli česarkoli drugega? Kdo rabi marmor, jaz ga znam napraviti. Ne traja dolgo. A lahko poveš samo več, kako je ta marmor, pač kako si ga naredila, ker jaz pač, ko sem prvič to gledal, sem mislil, da je to res, ne. Ja, saj noben to ne pogrunta. Ti povem, da nimamo časa, pa ne bomo utrujali, ker to je, receptura je dolgotrajna, pa jih ne bi s tem utrujali, ne. Tudi je meni enkrat privat povedala, ko s kakim viskem prišel, ne. Tukaj, ti tudi v teh celovečercih svojih, ne, pač dosti računalniške animacije uporabljaš,
ki si jo uporabljala že v teh filmih, ne, kar takrat najbrž ni bilo. Že od prvega. Ja, ja. Mislim, ja, to takrat najbrž ni bilo. Ja, ampak ne, ja, ni bilo, seveda ni bilo, ne. Se takrat so bila tudi ta orodja še zelo okorna, ne. Pri Homo erectusu je Vetrka dobil smok, ne, ki je bil prvi v Sloveniji, ki je imel smok, pol 5 let potem je kupila televizija smok, ne, ker je tako ni znal uporabljati. Ja, tako da jaz se izjemno navdušujem nad tehnologijo, ki tako izjemno omogoča, ne. Tako da ja, tako da vedno tehnologija jaz, ampak zadnje mora biti pa ideja, ne. Ja. Za te tvoje filme je pač, mislim, se to kaže pol že naslovi teh celovečercev, pa se v bistvu tudi vidi tukaj, se mi zdi, da je tudi značilno eno tako čist poseben odnos do časa, no, ker recimo jaz, ko sem gledal te filme, prvič se na koncu sploh nisem začetka spomnil, ker se mi zdi, da... Super. Da je pač res neko celo popotovanje, začneš nekje od zunaj, ven prideš čist nekje drugje, tako da me sam zanima pač nek ta tvoj odnos do časa, no. No, zdaj si me pa dobil, ne? Hvala, končno. Ker ti sploh ne znam odgovoriti. Ampak v bistvu je to, bi rekel, moj notranji tok, ne? Veš, ne vem, kaj bi ti na to odgovorila. In tudi sama, ne, zdaj, ko si me to vprašanje postavil, ne, je bilo za konec časa, odmevi časa. Je bilo s časom konca. To je pa človek senco prišel. Pojma nimam. Ampak meni čas, že sama beseda čas me je taka neulolija kategorija, ker ti nihče ne zna definirati, kaj zdaj to čas je, ne. Ok, tehnično ura, ne, da se mi dobimo ob te uri, ampak kaj je bivanski čas? A se ga mi sploh zavedamo? Ponavadi ne, mi se zavedamo spominov pa strahov za naprej, ne. Realnosti redko, ne, ko sem mi tam zunaj kadila pa tisti kafe pila, a si se zavedal, da tu čas teče? Ne, mi pa tam neki bla, 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 ne. Ja, tako da v bistvu nam 3/4 življenja uide, ne. Ki je pozornost tako efemerno usmerjena na ene take drobnarije, ne. Kaj pa vem, no. Ampak je pa res, da čas teče. Če drugačne ura kaže. Zdaj si mi dala skoraj eno izhodišče, da bi se navezal na to, koliko časa smo že tukaj. A ima slučajno kdo, to bo pa po mojem res zadnji kol, kako vprašanje za našo za Emo Kugler? A vidiš, ni vprašanja za mene. Še vprašanja ni. Ja, nič, pol bi se v bistvu jaz lepo zahvalil vsem za obisk na Mesum ploščadi že... Že čas teče, ja, že čas teče, vabljeni tudi tja na Fake You in Fake Slow. Bo pa v kinoteki jeseni, bosta tudi ta dva celovečerna, ja, točno ta časovna celovečerca, ki sva jih zdaj omenjala, tako da vabljeni tudi tja, pa še enkrat hvala za obisk. Ja.